No, ko slišim, bo naše razmišljanje nekako razdeljeno na več sklopov. Mečkeno sem zmeden, ampak vendarle bom začel tam, kjer je treba začeti, pri vprašanju, kakšnega predsednika republike potrebujemo. Odgovor je zelo preprost, takšnega, kot ga zahteva Ustava Republike Slovenije. Zdaj seveda kot pravnik, kot nepravnik, sem bil rahlo v zadregi, ko sem si prebral člene, ki v Ustavi opisujejo ali določajo njegov položaj. Pomagal sem si s komentarjem k Ustavi, ki je nastal v okviru filozofije Fakultete za evropske in državne študije. Ta komentar je zelo natančen. Tam sem seveda naletel na takšne sodbe, da je seveda funkcija predsednika republike del izvršilne oblasti. Ampak nekaj kasneje se je v tem komentarju pokazalo, da ta stvar ni popolnoma jasna in da morda je ta funkcija bolj primer neke umestne ali nevtralne veje oblasti. Moj vtis je bil tak, pravzaprav seveda, da dejansko položaj in funkcija predsednika republike nista popolnoma do detajlov določena. In to je zelo verjetno, kajti v tem komentarju je celo rečeno, da nekako je položaj predsednika republike šibkejši od ostalih vej oblasti, kar se mi zdi po mojih odtisih o Ustavi verjetno. Čeprav seveda vsi vemo, in to sem se spomnil, da je ta položaj predsednika republike, našega predsednika republike, vendarle soroden kakšnemu položaju nemškega predsednika ali pa avstrijskega. So neke razlike, to je jasno, ampak vendarle gre za isti tip predsednika, ki je postavljen na vrh neke oblastne piramide, ki pa seveda v odnosu do parlamenta, v odnosu do vlade in tako dalje igra vendarle nekoliko drugačno vlogo kot seveda predsednik kakšne Francije ali Združenih držav, kjer je predsednik res močan. Zdaj seveda iz tega sledi kaj, da je treba pravzaprav zelo previdno domisliti, kakšne so njegove naloge, dolžnosti, do kam seže pravzaprav njegova oblast. V teh členih, ki opisujejo njegov položaj, je seveda rečeno, da predsednik Republike Slovenije predstavlja Republiko Slovenijo in da je vrhovni poveljnik seveda vojske. No, to vrhovnem poveljniku pustimo ob strani. Jasno je, da predsednik republike, naše republike, ne more napovedati nobene vojne, se pravi, o tem odloča verjetno kvečemu državni zbor, pa ministrstvo za obrambo in tako dalje, tako dalje. Odkrito rečeno, to določilo seveda je zgolj formalno in zdi se mi, da tudi nekatere druge določbe o predsedniku republike, kaj so njegove pristojnosti, so takšne, da pravzaprav ostajajo zgolj formalne, protokolarne in simbolne. Čeprav seveda ta komentar, ki sem ga omenil, vendarle meni, da njegova vloga ni samo simbolna in protokolarna. In zdaj seveda je treba razmisliti, v čem je pa kaj več, v čem je vsebinski, recimo, v čem je nekako drugačna, kot so ostale veje oblasti, se pravi zakonodajna, izvršilna, sodna, in kaj ga pravzaprav vendarle dviguje nad te veje oblasti, kajti moj občutek je vendarle tak, da predsednik republike ima v odnosu do njih nekakšen višji položaj. No, in ko sem razmišljal o teh pristojnostih, ki mu jih Ustava pripisuje, se mi je pokazalo recimo tole. Omenjene so v 107. členu in kot vidim, ne bom jih vseh našteval, so večinoma res bolj formalne, protokolarne, reprezentativne recimo, kot je recimo, da razpisuje volitve, da razglaša zakone in tako dalje, dokler ne pridemo do nekih drugačnih pristojnosti, ki so pa rahlo drugačne. Recimo, odloča o pomilostitvah.
podeljuje odlikovanja in častne naslove. Postavlja in poklicuje veleposlanike. Zdi se mi ob teh pristojnosti, ki sem jih zdaj omenil, da gre za tiste pristojnosti, v katerih je v zadnjih letih vendarle prihajalo do sporov v javnosti in do, glede na sedanjega predsednika, seveda pritožb, da ne ravna čisto v skladu s tem, kar bi bilo treba, da ravna predsednik, ki ima takšne pristojnosti. No, ampak omenil sem pristojnosti, ob katerih seveda ne gre samo za neko protokolarno, formalno vludnost, niti zgolj za neko reprezentanco v smislu pač neke oblasti, ki se lepo obnaša in tako dalje. Tu gre vendarle za neke vsebinske probleme in mislim, da pri teh problemih igra glavno vlogo tisto, čemu se reče moralnost, moralni čut. Kajti jasno je, da predsednik republike, ko odloča o nekih podelitvah, odlikovanj in tako dalje, ali ko pomilošča, vendarle ravna predvsem ne toliko v skladu s nekakšnimi zapisanimi zakoni, ampak v skladu z neko moralno, kako bi rekel, legitimnostjo. No, zdaj sem našel pravo besedo. Zdi se mi, to je seveda morda nekoliko pretirano rečeno, da predstavlja vendarle predsednik republike v sklopu celotne hierarhije različnih vej oblasti tisto, čemu se reče lahko legitimnost. Ne gre samo za legalnost, ni samo varuh zakonov, vse te imamo drugot, zlasti v sodni oblasti, ampak gre za glasnika tistega, čemu se je treba reči, legitimiteta, moralnost. Seveda to je tista kategorija, ki je prvi na slovenskem po vojni, po drugi svetovni vojni, razglasil Jože Pučnik v svojih prvih spisih in zdi se mi, da Jožetu Pučniku kot enemu od utemeljiteljev Republike Slovenije, morda celo glavnemu, ne bom se skušal te debate, ampak vendarle, da mu gre verjeti, da je vendarle neka bistvena stvar Republike Slovenije, ta, da ima neko instanco, ki je instanca moralnosti, legitimnosti in tako dalje in tako dalje. In to je naš predsednik republike.